Hvala Jezus in Marija, dragi prijatelji, danes sem v Veliki Polani, to je škofija Murska Sobota. Želim vam dobre sprejem in Bogu hvala, da smo zopet skupaj v naši domači oddaji Pot poti. Lepo dobrodošlico želim tukajšnjemu župniku, lepo pozdravljeni in Bog daj in vesel sem, da ste na željo naših gledalcev oddaje Pot poti z nami in naši gledalci bodo tudi spoznali mučenika Danijela Halas malo pozneje. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši domači oddaji Pot poti. Bog vas živi, gospod župnik. Morda bi se našim gledalcem na kratko predstavili. Najprej lep in prisrčen pozdrav iz Velike Polane, prav iz župnijske cerkve Srca Jezusovega Velike Polane, kjer sem že 27 leto župnik. Ime mi je Franc, pičem se Kodila, doma župnije Kančevci na Goričkem in tukaj torej delujem kot naslednik prvega duhovnika, prvega župnika in sedaj že Božjega služabnika gospoda Danijela Halasa. Gospod župnik, kakšen je pa utrip župnije v Veliki Polani, morda za naše gledalce oddaje Pot poti, ki nas spremljajo po celotni Sloveniji in tudi preko krščanskega strežnika RKC, ki je pravzaprav Velika Polana je med Mursko Soboto in Lendavo. Morda bi vas pa še prosil na začetku, da še naši gledalce še bolj usmerite, kje in kako lahko pridejo do vas. Kraj Velika Polana in tudi župnija, ki jo sestavlja ta dve vasi, Velika in Mala Polana, je med Mursko Soboto in Lendavo. Torej bliže Lendavi, kakor Murski Soboti, pred Potizo je odsek ceste za Veliko Polano, približno 2 kilometra stran od glavne, torej stare glavne ceste za Lendavo. Torej utrip te župnije oziroma župnija je tukaj bila ustanovljena komaj leta 1938, duhovnik pa se je naselil v tem kraju že 13 let prej, kajti leto prej je bila postavljena ali zgrajena sedanja cerkev Srca Jezusovega in župnišče. Prej pa sta ta kraja spadala v župnijo Turnišče. Ker pa sta bila precej podaljena in posebej po zimi, spomladi in jeseni je bila slaba pot, so si ljudje želeli, da bi imeli cerkev in duhovnika v svoji sredi. In to se mi je potem po večkratnih poskušanjih uspelo po letu 1920, konkretno 1925. Prej je tukaj bila samo kapela, ki je bila posvečena svetemu Donatu. Zakaj so se odločili, da so zgradili cerkev in posvetili Srcu Jezusovemu? Ker je bilo takrat v Prekmurju, kako še tudi danes, zelo zakoreninjeno čaščenje Srca Jezusovega kot vira Božje ljubezni in dobrote. In še danes, torej krajani ali verniki te župnije in tudi drugi tukaj župniji okoliški, posebno še v Turnišču, zelo radi častijo in se priporočajo Božjemu srcu. Utrip današnje, utrip župnije, bi rekli, je dober. To je še v glavnem tradicionalna, torej podeželska župnija. Seveda sedaj je, koliko pač imajo službo, večinoma torej srednje generacije zaposleni, hodijo v službo v Lendavo, v Mursko Soboto ali druge kraje. Mladina študira, prav tudi kmetijstva je bolj malo, ampak tudi se še ukvarjajo s tem. Ljudje so pridni, delavni,
skrbni in skoraj vsaka hiša ima tudi vinograd, v glavnem v Lendavskih Goricah, tudi to še pridno obdelujejo, pa vendar pa, torej, ko so tako razpeti med delom in domom, pa še tudi kar dobro obiskujejo versko življenje oziroma maše, služijo v cerkvi. Ob nedeljah imamo 2 sveti maši, ob 8 in ob 10. Vseh faraonov je okrog 1250 in obiske ob nedeljskih maš je približno polovico od tega števila. Potem tudi zakonodajno življenje je dobro, posebno glede svete spovedi, glede svetega obhajila. Tukaj seveda ima velike zasluge, torej prav Božji služabnik Daniel Halas, ki je bil velik častilec srca Jezusovega in Marijinega, potem pa tudi veliki častilec, torej Euharistije, vabil je ljudi k svetemu obhajilu, bil na razpolago tudi za sveto spoved in tako dvigal, torej evharistično življenje, duhovno torej življenje tukajšnje župniji. Vsaj tega so tudi številni duhovni poklici, ki so išli iz te župnije. Župnija je dala bi rekli, v teh 70 letih obstoja preko 10 duhovnikov in toliko ali še več tudi redovnic. Posebej obilno število je bilo redovnikov, posebno še bratov ali patrov kapucinov. Za nekaj časa je župnija imela kar 6 živih patrov kapucinov, kar je izredno število. Potem tudi verunkov, pozroti vsi krščani redno prihajajo, potem tudi mladina, kar lepo obiskuje mladinski veruk. Tukaj se je ohranila še Marijina družba, Pantovska in Dekliška, vse posod drugje je bila ukinjena oziroma ni se ohranila prav, v Polotski župniji pa še vedno obstoji. In mlade vsako drugo leto, torej srednje šolce, potem sprejemamo po temeljiti pripravi v družbo, da so potem res dobri Marijini sinovi in hčere, se pravi, da svoje mlado življenje in sploh življenje oblikujejo po Božji in tudi po Marijini vzgledu in priprošnji. To je nekaj čudovitega. Sami smo pred oddajo tudi bili na sveti maši, kjer sem sprejel tudi lepo dobrodošlico, lep sprejem. Rad bi pa povedal, da v tej župniji oziroma se čuti ta utrip, da delate skupaj, da živite kot eno telo v Kristusu in zelo ohranjeno je tudi tisto lepo petje, ki ga marsikje nekje opuščajo, ampak pri vas, hvala Bogu, je. To je res, hvala Bogu. Morda bi še kakšno besedo dejala, kdo vam pravzaprav pomaga pri vodenju župnije, kot je pastoralni svet Ločarji, in tudi zelo lepo imate oskrbljeno, oziroma tudi tisti, ki čistijo cerkev, skrbijo in prav je, da tudi kakšno besedo njim posvetimo. Ja, kar lepo število sodelavcev imamo, seveda imamo župnijski svet, Ločarje, gospodarski svet, potem imamo tudi katehistinjo, mlado dekle, ki je končalo kar 2 fakultete v Mariboru, letos na obeh diplomirala in nam pomaga pri veruku in bo sedaj tudi dobila pozvano kanonično misijo, da bo redno, torej lahko z škofovim dovoljenjem, če tako lahko rečemo, potem poučevala tudi veru. Pa tudi drugih sodelavcev imamo lepo število, posebno še bralcev, pevcev, 2 pevska zbora, ki jih vodi
mlad fant, organist iz sosednje župnije, ampak letošnji maturant, ampak res zavzeto dela in tudi ljudje sodelujejo. Gotovo je tudi to moja, vsaj mislim, zasluga Božjega služabnika, ki je tudi veliko prepeval, ki je tudi ustanovil otroško-mladinski zbor tukaj, ko je deloval, in od takrat naprej sta dva zbora vsaj v župniji. Vsako leto imamo oratorij, tako ga bomo imeli tudi letos, sedaj meseca julija, prihodnji teden, in prav oratorij vodijo mladi animatorji, v glavnem so to študenti, študentke in srednjošolke, skupaj z člani in članicami župnijske Karitas, ki je v župniji zelo delovna. V današnji oddaji bomo predstavili Daniela Halasa. Predstavil ga bo tukajšnji župnik in mislim, da je prav, da mu kar predamo besedo. Hvala lepa. Torej, Božji služabnik, kako rečemo, polanski župnik Daniel Halas je bil rodom iz sosednje župnije, iz župnije in vasi Črenšovci. Rojen je bil 24. junija 1908 v družini, kjer je bilo več otrok, in šolal se je v Murski Soboti, v gimnaziji, potem v Ljubljani, ker ni bila popolna gimnazija tukaj, potem v Bogoslavju je bil v Mariboru in 1933. je bil v Mariboru posvečen za duhovnika. Njegovo prvo kaplansko mesto je bil Ljutomer, potem Lendava in 1938. 15. decembra je prišel v Veliko Polano. Smo pri prvem sklopu slik o Božjem služabniku Danielu Halasu. Tukaj je fotografija, kakšen je bil, ko je prišel 1938. v Veliko Polano. Spodaj je slika cerkve in župnišče, kako je bilo v letu 1939. Ta slika prikazuje sprejem, ki so ga pripravili verniki in tudi duhovniki v Veliki Polani 15. decembra, ko je prišel sem kaj. Potem pogreb v Veliki Polani, Mali Polani, tu je več duhovniki, večinoma Lendavskega Ganija, v kateri je bil, in blagoslovitev gasilskega doma Velike Polane. Naslednje leto potem glavni oltar v cerkvi, nova maša je bila v Veliki Polani tudi tisto leto. No in tukaj tudi novomašno slavje patra Boleslavna Polanskega, prvega novomašnika Polanske nove župnije. V drugem sklopu fotografij iz delovanja duhovnika Božjega služabnika Daniela Halasa v Polani je tukaj fotografija, ko je bil na krstitki v Mali Polani. Rad je obiskoval družine in ljudje so ga tudi radi vabili, ko so imeli kakšno priložnost, posebno še na gostivanje ali pač svadbe, pa tudi na takšno priliko, ko je bil pri hiši krst. Spodaj je slika, ki pokazuje 60. obletnico duhovnika Jožefa Klekla. To je bil njegov duhovni oče, bi lahko rekli duhovni voditelj, živel je v Črenšovci in je pravzaprav med prvo in drugo svetovno vojno, pa že prej, in še potem tudi koliko se je mogel, širil prekmurski tisk verski, pravzaprav skozi njegove roke vse to šlo in so potem to proslavili njegov ta življenjski jubilej.
In glavni govornik bo je bil prav gospod Daniel Halas na tej slovesnosti. Potem nekaj slik prikazuje iz stvarnega življenja, prvo vajenci, potem med drugo svetovno vojno je za žene in dekleta prirejal kuharske tečaje, da jih je tako nekako zaposlil, pa rekel, ko bodo fantje možje prišli, da boste kaj dobrega še skuhati znane, drugo kako že znate, že veste to, ne? Potem je tudi hodil z pevci in drugimi na izlete ali romanje, tukaj je ena taka pač fotografija je ohranjena, ali v Gorlica so šli male župnijske druge in se poveselili. Potem tukaj imamo sliko gostije v Mali Polani, prvo panjce, posebno pa tudi je bil nadarjen zato, da je prirejal različne igre, posebno Finžgarjeve. So naštudirali mladi in druge in jih potem igrali, posebno med vojno, da se je tako nekje ljudstvo ne preveč zdajalo takšnemu pesimizmu, ampak da so potem pošteno in lepo živeli. No, tudi s pevci se je veliko družil, sam je igral na harmoniko in jo je tudi večkrat takole, kakor je tukaj pokazano, harmoniko raztegnil v veselje vseh. Posebej priljubljeno njegovo delo pa je bilo Marijina družba. To je fante in dekleta zbiral pod Marijinim vodstvom ali priprošnjo in jih tako obvaroval vsega hudega, kajti v tem kraju je deloval tukajšnji rojak, bival tudi Miško Kranjec, bila sta isti letnik in tukaj je bila že pred drugo svetovno vojno ustanovljena prva komunistična celica za celo Pomurje in tukaj se naj bi širilo brezboštvo. Ti so vabili pristaše v svojo organizacijo, zvezo kmečkih fantov in deklet, dočim, kar je bilo potem pozneje Skoj in župnik pa je branil vero mladih in svetoval, da v to naj ne gredo. In seveda s tem si je potem tudi nakopal, kar se je zgodilo. Če gremo dalje, tukaj imamo sliko na platno akademskega slikarja, prekmurskega rojaka, ki živi v Ljubljani, Štefana Hauka, ki si je Božjega služabnika naslikal takole, kot slika predstavlja, o Polanski cerkvi v družbi fantov in deklet, torej članov in članic Marijine družbe, ki mu je bila tako draga, posebno tudi draga mladini in je pač tudi obvarovala mlade, torej vernike Polanske župnije, mnogo hudega med in po vojni. Sklop, torej slik iz Halasovih časov je pred nami in ima naslov Pogreb Daniela Halasa 21. marca 1945 v Veliki Polani. Torej, njegovo zemeljsko življenje, ki se je začelo 1938, se je že tukaj na zemlji končalo leta 1945. O tem ste morda še slišali, kako na kratko povedano. Bil je spovednik sester redovnic v Lendavi in petek 16. marca se je odpravil na svojo dolžnost, da jih pove, in ko se je vračal, ko se je obrnil pri Hotizi proti Polani, zajeli, skočili iz grmovja štirje v žandarmerijske obleke oblečeni moški, ga prijeli in ga potem gnali proti Muri in ga pretepali, mučili. Pri Muri so ga dali na šamr in ga ustrelili
4 streli in ga potem vrgli v Muro, tudi kolo, s katerim se je peljal prej, v Lendavu in z Lendave so vrgli za njim, ničesar niso vzeli, ne denar, ne kaj drugega, ampak samo njegovo zemeljsko življenje. Tukaj potem čez 3 dni na Jožefovo sta ga našla mlinar in njegova žena, ko sta šla malo v Muri na sprehod in truplo je bilo na desnem strani, torej proti Hrvaški. Če bi še nekaj časa ostalo tako, bi ga prekril pesek, ampak še pravočasno najbolj Božja milostjo tako hotela, da sta prišla in sta potem so pripeljali na sem in to je pri vasi Kot in potem tam Vrliško vežo ali pa Muro in tukaj ga vidimo potem tam v zemlji, tako kakor je bil pač najden. In so ga pripeljali potem v Polano, kjer je bil 21. marca pogreb. Pogreb je pravzaprav pravijo, ni bil pogreb v današnjem smislu, ampak stajenska procesija. Ljudem je bilo hudo, vidimo po to, tudi čeprav je bil vojni čas, je veliko ljudi, prek več tisoč se je zbralo, tudi duhovnikov je prišlo, lepo število, kateri so mogli in kljub torej še vojnemu času so prišli in vidimo ženske ali žene, pa dekleta, niso imeli črnih rut, ampak bele. Sicer so jokale, kakor vidimo, kako jočajo tukaj v krsti, ponesajo župnika, so in govorile in govorijo še, vedeli smo, hudo nam je, ker nimamo več dobrega župnika, svetega župnika med nami, ampak mi vemo, da so oni v nebesi, da so svetni in zato nimamo črnih, ne žalujemo, ampak se veselimo, pri Bogu bodo prosili za nas. No in kako to vidimo, kako je pogreb potem potekal in zanimivo, sedaj po tej poti, kakor so takrat nanesli tudi vsako leto, zdaj že nekaj let, poteka tudi velikonočna stajenska procesija. No in še zanimivost pogreba je tudi ta, da na grobu so položili, čeprav je še bil zimski čas, zvončki, prve zanice pomladi so cvetele, so nabrali jih in spletli vence in tudi na nekaterih, ali vse na enem je tukaj vidite, da piše slava mučenikov. So ga imeli že takrat ti preprosti ljudje, njegovi faraoni oziroma ti, ki so ga poznali, so ga imeli za mučenca. Tukaj pred nami je tudi nekaj njegovega inventarja oziroma stvari, ki so takrat bile, ko je bil on tukaj župnik. Pred nami je torej zakristitska omara, v kateri so takrat bili torej mašna obleka, keliki, knjige in tako dalje. No, ko so dali narediti novo, so to niso uničili, hvala Bogu, ampak so jo shranili, smo jo obnovili in zdaj postavili sem. V njej tukaj zgoraj je tudi kelik, s katerim je on marševal, ko je bil tukaj župnik. Potem iz njegovega pohištva se je ohranila tukaj samo miza in 2 stola. Mi pa pravijo, da je bilo lepo pohištvo, ker ena njegova sestra, Ana, je bila več let v Ameriki, je šla s tem namenom tja, ko je on šel študirati bogoslovje, oziroma ko se je odločil, da bo duhovnik, da bo mu pomagala, da bo to tudi dosegel, da bo študiral lahko in da mu bo potem mu je gospodinila in potem, ko so prišli v Polano, ko je prišel v Polane, so nabavili sorazmerno za tisti čas
lepo pohištvo. No, potem z njegovo smrtjo je to pač šlo, ta miza in ta dva stola sta ostala. Ostala je tudi pisarna miza, ki jo še rabimo v pisarni. Na njej je pa bila, da vedno pravijo ljudje, ta mrtvaška glava. Pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš. Torej, smrti ne boš ušel, to je vedno imel tam. No, ravno tako se je še ohranila tudi omara, v kateri je bil arhiv in to smo potem dali tukaj. Pa tudi nekaj obleke je tukaj, ki je on uporabljal, misal, pa knjige zgoraj, ki jih je rabil pri Sveti maši. Pa še povabilo nam v Veliko Polano v povezavi z Božjim služabnikom Danielom Halasom, o kateri pravi piše kronika, ki jo ima v rokah. On sicer ni pisal kronike, ampak njegov učenec, poznejši duhovnik, Jožef Ozjan, ki je pokopan v Slivnici pri Mariboru, je potem namesto njega napisal in v tej kroniki pravi, da bo Daniel Halas vedno ostal svetel zgled vsem svojim naslednikom in priprošnji vsemu Božjemu ljudstvu, prav glede ljubezni do Boga in do bližnjega, kot je že sem povedal. No in on nas vabi tudi, da obiščemo Veliko Polano, kako se pride, sem že nekoliko povedal, najlažje preko Črenšove do Hotice, potem na levo odsek za Polano 2 kilometra, potem Polani zagledate cerkev, stolp, seveda morate biti pozorni, ker je tukaj ravnina in se daleč ne vidi, ampak se najde tisti, ki išče. In potem se lahko gledate cerkev, cerkev je navadno odprta čez dan, lahko tudi prej sporočite, če želite, da vam potem tudi razložim ali povem kaj o Božjem služabniku preko telefona, to je 570 10 83 ali pa tudi kako drugače. V zadnje čase, nekaj let, prihajajo številno tudi z avtobusi iz cele Slovenije in tudi celo iz zamejstva. In tudi iz tujine, posebno tisti iz Kanade in drugih držav, ki so o njem slišali ali se tudi z njim, kot so kot otroci ali mladi, bili tukaj srečevali. Tukaj si ogledate poleg cerkve lahko tudi spominsko sobo in obiščete tudi grob Božjega služabnika, ki je na tukajšnjem pokopališču v bližini cerkve. Posebej moram pohvaliti tukajšnje vernike, da lepo skrbijo za njegov grob. V času, kar sem tukaj, pa tudi že prej je bilo znano, da so to delali iz hvaležnosti in do Božjega služabnika, saj jim je dal vse, kar je lahko kot dal, torej dal je tudi svoje življenje za njihovo vero, za njihovo duhovno in večno življenje. Torej, vedno dobrodošli v Veliki Polani pri Božjem služabniku Danielu Halasu in njegovih naslednikih. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, še vedno smo v oddaji Pot poti, kjer spoznavali oziroma smo videli življenje, zapuščino, tudi sobo, nekatere stvari učenca Daniela Halasa v župniji Velika Polana. K temu bi dodal, da je to tudi vas, ki so doma štrki oziroma po slovensko štorklje, tako da boste tudi na eni strani videli
lepo naravo in tudi se duhovno obogatili. Jaz bi pa na kraju prosil gospoda župnika in se mu tudi za vse zahvalil od gostoljubnosti, prijaznosti, da nas je tako lepo sprejel, se je zdaj čas za naše gledalce oddaje Pot poti in bi končali z molitvijo mučenca Dalijana Halasa, katero nam bo pravzaprav izmolil tukajšnji župnik in mu tudi predajam besedo. Vsemogočni Bog, po tvoji dobroti je bil duhovnik Daniel Halas, zavzet voditelj tvojega ljudstva in junaški pričevalec vere do smrti. Daj, da bomo po njegovem zgledu rasli v živi veri, trdnem upanju in goreči ljubezni do tebe in bližnjega, posebej do duhovno in telesno ranjenih. Poveličaj ga pred vesolno cerkvijo, da ga bomo častili na oltarju. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Kako se pa spominjate pomožnega mariborskega škofa Jožefa Smeja? Ja, spominjam se ga že iz otroštva, ker je rojak iz sosednje župnije, iz Bogojine, jaz pa iz župnije Kančevci, potem bil je kaplan dolga leta v Murski Soboti in prihajal tudi v našo župnijo pomagati ostarenemu in bolnemu župniku ob nedeljah. Pozneje pa smo se tudi srečevali, ko sem bil v malem semenišču, ko sem bil v Bogoslavju, ja bom tudi že prišel v Maribor in tam smo prav bili preko njegovi sobi, kar doma. Bogoslovci bi rekli, vedno je bil nekje za nas odprt oziroma pripravljen nam pomagati. Posebej pa nekako mi je večkrat povabil in spodbujeval, ker sem, ne da bi se hvalil, to ni moja zasluga, iz rodbine, ki je dala več duhovnikov. Moji stari strici so se sicer primer spremenili v Ivanovci in po tem primku so delovali med njimi prekmurski, torej prekmurski slomše, dr. Franc Ivanovci. Prav iz tega je on potem tudi doktoriral in me je veliko krat kaj spraševal o svojem starem stricu, v katerem sem slišal od svojih sorodnikov marsikaj. In pozneje pa, ko sem bil župnik v domači fari, mi je prihajal, ker sem imel šerstvo upravljeno župnijo, pomagati večkrat, pa tudi je me prosil in sem mu pomagal, koliko sem mogel, tudi ko je pisal prvi svoj roman o prekmurskem prvem katoliškem pisatelju Miklošu Kuzmiču, ki je bil župnik tam v Kančevci in dekan po sledovi Zlatega Peresa. No, pozneje, tudi tukaj v Polani, sva se srečavala že kar prvo leto po njegovem škofovskem posvečenju, je prišel in tukaj je posvetil prvega duhovnika v svojem življenju, tukajšnjega rojaka, sedaj župnika pri Svetem Tomažu pri Ormožu gospoda Stanka Matjašeca, leta 1983 v duhovnika. Še pozneje tudi nam je blagoslovil novi veroučni dom, ki nosi ime po Božjem služabniku Danielu Halasu. Velikokrat je prišel sem kaj virbovat. Ko sem bil dekan, je tudi večkrat prišel na vizitacijo in tako še in še bi lahko našteval, da sva bila res v dobrih stikih in dobrih odnosih vse do danes in sem vesel, da živim prav v času, ko imamo tudi Prekmurje, oziroma sedaj imamo že drugega škofa, gospoda Štumfa, ampak smo dobili tudi prvega škofa posebej, doktorja Jožefa Smeja.
Iz Prekmurja izhaja tudi veliko duhovnih poklicev, duhovnikov. Kako to vi vidite, gospod župnik? Ja, takole. Omenili ste, oziroma vprašali ste me glede duhovnih poklicev, kakor je sedaj slušala, glede tega tudi v Prekmurju, je bila približno pred 100 pa malo več leti in takrat je en krog duhovnikov, ki se je zbiral okrog prekmurskega slomška, doktorja Franca Ivanocija. Bil je veliki on častilec srca Jezusovega, so prav to pobožno širili in sadovi, po moje vsaj tega in njihovega dela in veliko molitve in tudi žrtve vernega ljudstva je pripomoglo k temu in tudi pomanjkanje duhovnikov je pripomoglo k temu, da so se prebudili izrasli novi duhovni poklici, številni. In prav tudi ta predel, tukaj, v katerem smo, je bil glede tega posebej še obdarjen. Posebno, ko se je zgradila tukaj cerkev, kako tukaj v Turnišču, Črenšovce okrog je bilo veliko, torej novih maš, pa tudi radovniških poklicev, tudi ženskih, mislim, sester iz tega predela. No, potem v cerkvi sami tukaj bila je grajena kakor znane cerkve, naprimer Bovina, v tistih letih, vendar ni imela takšnega arhitekta, preprostega iz kraja Lendava, ki je narisal in niso pač tudi imeli ne vem koliko sredstev, pa so potem zgradili takšno, kakršno je. Vendar veliko truda je bilo vloženo v to cerkev, veliko žrtev. Začeli so graditi julija 1924 in v novembru 1924 je bila že maša v cerkvi. Se pravi, je bila cerkev pokrita, zgrajena in istočasno tudi župnišče. Tako da se je potem naslednje leto februarju sem preselil duhovnih lahko. To je veliko žrtev bila, takrat je sicer v teh dveh krajih bilo okrog 2000 ljudi. Upadlo pa je zakaj do sedaj, predvsem tudi zato, ker po vojni so mnogi odšli, posebno še v Kanado, Avstralijo in druge preko oceanske bi lahko rekli dežele. Tako da je zdaj skoraj 1/3 zunaj naših prvotnih prebivalcev in to večinoma takrat so odhajali mladi. Kaj bi na koncu položili na srce našim gledalcem domače oddaje Pot poti? Ja, predvsem bi se vam lepo zahvalil, da ste našli pot k nam, da ste prišli k nam in tega smo že zdaj nekoliko navajeni ali se temu privajamo, radi ljudje se tukaj ustavljajo, postajamo tako neki pomembni, pa Bog daje, da bi ta stvar šla še naprej, posebno glede vašega služabnika Danila Glasa, ki je bil res svet, duhovni, pravi ljudje, tisti, ki so ga poznali, da tudi, če ne bi umrl učeniške smrti, bi bil vreden, tudi da je proglašen blaženim svetim. Čem je bilo to predvsem v njegovi veliki ljubezni in dobroti do Boga in do bližnjega. Torej je res služil Božjemu srcu in ljubil ljudi kakor Božje srce. Tako tudi priporočam želim, da bi tudi vsi se trudili v tem duhu, da bi tako tudi po tem svetu bilo vedno več dobrega in da bi dobro zmagovalo na slabi. Svete maše tukaj imamo vsak dan, torej v delavniku ob 7 zjutraj, razen v mesecu maju, oktobru, ko so svete maše zvečer ob 7.
V nedeljah pa vedno in prazniki ob 8 in ob 10. Če vas bo kdaj pot zanesla, naš kraj ali bližino, lepo povabljeni svetim mašam ali pa tudi drugim slovesnostim. Posebej pa bi vas tudi povabil vsakega 21. v mesecu na dan pogreba Božjega služabnika je tukaj tako zvani molitveni halasov shod. Zvečer je maša, ko pridejo ljudje in duhovniki iz cele škofije ali iz dekanije ali iz ene župnije ali iz več župnij, semkaj in tukaj molijo za beatifikacijo ali proglasitev Božjega služabnika Danijela Halasa in se mu priporočajo. Gospod župnik, jaz se vam zahvaljujem za pogovor. Predvsem želim pozdravljati tiste gledalce, ki nas spremljajo tudi preko svetovnega spleta, kateri imajo tudi en velik delež, da sem tukaj vaš gost in vsekakor tudi naši slovenski gledalci oddaje Poti v domovini. Jaz vam in vašim župlanom želim vse dobro, obilega Božjega blagoslova. Ostanite še naprej tako Jezusov zgleden duhovnik in Bog daj, da pridete do cilja v večnosti in naj vam Bog bo bogat plačnik v večnosti za vse dobro, kar delate za tistega malega, ubogega človeka v Prekmurju in res hvala lepa. Pokloni. Ja, hvala lepa vam in vsem gledalcem. Z Bogom in hvaljen Jezus in Marija.